Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Za današnjo pravljico sem izbrala prav posebno lokacijo. S tole mogočno, zeleno lipo, ki je simbol nas, Slovencev. Pravljica sicer ne bo slovenska, ampak kljub temu. Za današnjo pravljico sem izbrala pravljico Alica v čudežni deželi. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tej pravljici. Alica v čudežni deželi. Mala Alica je sedela v vrtu in s sestro brala knjigo. Ko od nikoder skočil bel zajček v telovniku, suknji in kravati. Na vso moč je tekel, v šapi stiskal uro in zasoplo ponavljal: "Trmasta ura, tako hitro mi odmerjaš čas, da bom grozno zamudil." Alico je premagala radovednost in zajčku je sledila v luknjo skozi temne rove, dokler ni padla v zelo globok vodnjak. Pristala je na kupu suhega listja in se znašla sredi hodnika s številnimi vrati in mizico, na kateri je ležal zlat ključek. Deklica je pomislila, da morda odpira vratca za zaveso, a nenadoma se je na mizi pojavila steklenička, na kateri je pisalo: "Popij me." Brez omahovanja je popila vsebino in se v hipu začela krčiti, dokler ni bila tako majhna kot vratca. Zdaj, ko je bila prave velikosti, da bi lahko vstopila, je ugotovila, da je z mizice pozabila vzeti ključ. In ko je že obupovala, da ga bo kdaj lahko dosegla, je na tleh opazila kolaček z napisom "Pojej me". Nebodigalena je ugriznila enkrat in še enkrat, da je rasla in rasla in rasla, dokler ni z glavo udarila v strop. Soba je postala grozno vroča, zato je deklica vzela pahljačo in se pahljala, da bi se ohladila. Na srečo se je z vsakim zamahom čarobno spet zmanjšala, stene sobe pa so medtem izginile. Nenadoma je sedela na travniku pred hišo belega zajčka. Radovedno je vstopila in zagledala skrivnostno stekleničko. Ker jo je zanimalo, kaj čudežnega se bo tokrat zgodilo, je poskusila vsebino in tako bliskovito zrasla, da se je zataknila v hiši. Zajček, misleč, da je njegov dom zasedla pošast, je vanjo metal kamenčke, ti pa so se spremenili v kolačke. In takoj, ko je enega pogoltnila, se je skrčila na velikost miške in pobegnila v gozd. Tam je srečala gosenico, ki je udobno počivala na gobi, kadila vodno pipo in ji razkrila: "Ena stran gobe te poveča, druga stran te pomanjša." In ker Alica ni vedela, katera je katera, je na vsaki strani odlomila košček. Grižljaj za grižljajem se je vrnila v svojo prvotno velikost in se odpravila naprej, dokler ni srečala prijazne čarobne mačke in jo vprašala za pot. Odgovorila ji je: "Mjav, v tej smeri stanuje marčni zajec, v tisti pa klobučar. Obiščeš lahko, katerega hočeš, oba sta popolnoma nora. Mjav." Alica se je odločila, da se bo odpravila do hiše marčnega zajca. Tam je pod drevesom zagledala marčnega zajca in klobučarja, ki sta sedela za dolgo mizo. Ko se jima je plaho poskusila pridružiti, pa sta zavpila: "Zate ni prostora, čas se je ustavil ob 6, zato je vedno čas za čaj in niti skodelic ne utegneva umiti, se morava spet začeti znova." Po teh besedah sta popila čaj pred sabo, se presedla za mesto naprej in si vnovič nalila čaj v čisti skodelici. Alica je odšla naprej in v gozdu naletela na drevo z vratci. Stopila je in se spet znašla na hodniku, kjer se je njeno čarobno potovanje pričelo. Tokrat ni pozabila vzeti zlatega ključka in ko je pojedla košček s prave strani gobe, da se je zmanjšala, ji je končno uspelo odkleniti skrivna vratca za zaveso.
Znašla se je sredi čudovitega rožnatega vrta. Zakaj barvate te bele vrtnice na rdeče? Je vprašala igralne karte, ki so delale kot vrtnarji. Njeno veličanstvo, srčeva kraljica, je ukazala, naj posadimo rdeče vrtnice. Ona, je pikova dvojka pokazala proti petici, pa je kupila bele vrtnice. In če bo kraljica to ugotovila, bo dala vsem odsekati glave. A ravno takrat je prispela kraljica s kraljem, srčevim fantom, belim zajčkom in vsem spremstvom. Alico je povabila k igri kroketa in jo odpeljala na igrišče s samimi hribčki in dolinami. Igralci so namesto kladiv uporabljali plamence, namesto žogic so imeli ježe in vojaške igralne karte so se upognile, da so jim služile kot vratca. Igrati so začeli vsi hkrati. Vratca so se premikala in žogice so po svoje spreminjale smer. Izbruhnil je srdit prepir in kraljica je začela vse povprek piti. Nato je beli zajček zatrobil na trobento in slovesno oznanil: sojenje se začenja. Pred kraljem in kraljico je stal srčev fant, ki so ga obtožili kraje kraljičinih kolačkov. Proti njemu je moral pričati nori klobučar, ki mu je grozila kazen. Medtem je Alica, ki je v klopi sedela z drugimi gledalci, postajala vse večja in večja, vendar ji ni uspelo zapustiti sodišča, ker jo je beli zajček prej poklical za pričo. Planila je na noge in prevrnila klop s porotniki, tako da so pomolili noge v zrak. Kralj pa je jezno zavpil: straža, primite jo! In vojaki so poleteli proti njej, da se je znašla sredi vrtinca kart. In ko je mahala okoli sebe in se jih skušala ubraniti, se je nenadoma prebudila v sestrinem naročju, ker je medtem zaspala. Nekaj tako čudnega se mi je sanjalo, je vzkliknila in sestri opisala vse, kar se je v sanjah zgodilo. Res zveni zelo zanimivo, Alica, ampak zdaj moraš odhiteti v hišo, čas je za čaj. Je odvrnila in po njenem odhodu še malo posedela na vrtu in se predajala sanjarjenju. Zanimiva tale zgodbica, ne? Verjetno ste tudi vi doživeli kdaj kakšne zanimive sanje, ampak tale deklica Alica ima pa res bujno domišljijo, kaj ne? Tako, to je bila današnja pravljica, ki sem jo zbrala za vas. Če pa si želite slišati še kakšno pravljico, potem kliknite na moj knjižni kotiček in kmalu se spet vidimo. Lepo se imejte in se kmalu spet vidimo. Čau!